pri vsem tem pravosodju smo vedno izhajali iz prejšnjega sistema, češ da je bilo slabo, zdaj bo pa boljše, ko bodo vsi v pravosodju neodvisni. Samo zdaj, kaj je neodvisnost? Ali je to samo lupina, ali je to izgovor, ali je to bjanko menica? Predvsem je potrebno izkazovati tiste, ki so predstavniki pravosodja v njihovi celostni podobi. In kaj človek poreče na dejstvo, pojavlja se informacija pred leti, da državna tožilka namesto državnega tožilca, ki je sicer v službi kot tožilka, še rečemo v prostem času, drugače pa je partnerka ali ki je druga ljubica enega tistega lokalnega kriminalca. In tukaj pridemo do tistega, kot prej pri sodnici, ja, se to je prosti čas. Poslušajte, tukaj bom šel zopet malo nazaj kot konzervativc, kar je že Montesquieu povedal, noblesse oblige, sicer bo prenesem pomenil, ampak s tem, da odličnost vas zavezuje. Če ste vi prišel za določeno funkcijo, ste prišel za kvalitet. In to kvaliteto je treba vedno upravičevati, tako, da odpade vsak dvom v vašo verodostojnost. Kako pa daj ta človek dobiva zaupne podatke, če se ne ve, da bo to šlo drugam ali pa druge interese. In v tem primeru, to bom rekel, so posamezni primeri. Ko pa gledamo nazaj, pa vidim, da to ljubo pravosodje včasih kar precej, bom rekel, vztrajno, usporedno, kar bom rekel, celostno daje slabo legitimacijo kvaliteti po odvisnosti. Danes v našem času vsi beremo postopkih o teh tajkunih, pohvale so tožilci, so se skorajžni, preganjenih obsojenih. Jaz pa rečem, nimajo se kaj hvaliti. Naredili so to 20 let prepozno. Že ko se je začel zakon na lastninskem preoblikovanju podjetij, se je začel tisto lastnjenje, čisto voda, prihvatizacija, ko so se lepo kupovala podjetja, dajala krediti na lepe oči, brez tega, da so potem se dajala jamstva brez kritja, da so potem družbe kupljene plačevale, bom rekel, lastno odkup s svojim denarjem. In kam je to privedlo, to vidimo sedaj. Ampak pazite, to so bili, rekel, isti sistemi, iste metode, kar naenkrat je pa pravosodje zdaj razodjetje, da je treba to preganjati. Ja, zaradi česa. Iste metode, isti predpisi, isti pogoji. Zakaj je zdaj kar naenkrat to, kakšno zaupanje? Ali je dobesedno zmanjkalo denarja, ali so nekateri preveč, drugi premalo, ali kar naenkrat so dobili tisti pristojni neko ne vem kakšno nadnaravno razodjetje, ali je padla direktiva, to ne vsak izbere sam. Vendar takemu sojenju jaz dajem samo primer tistega kampanskega ponašanja enkrat tako, da se pač, bom rekel, malo javnost potolaži, kot starorimsko, če so barbari vse požgali, pa vse naredili, pa so kristjani vrgli levom, pa je bilo spet isto, spet ponašanje naprej. Zanimivo je pa nekaj, da tukaj, ko se zdaj gremo to, da je tajkunizacijo, je kar skrb, da se bo to razčistilo. Istočasno pa se zanemarja velik del ravnanja, ki je tudi posledica teh slabih, nekvalitetnih, slabih praks, no, če tako rečemo, na področju stečaja. Upniki opozarjajo, kako vendar stečajni upravitelji delajo neodgovorno, kako so te, kar nas se koristijo. Sodstvo nič ne dela, še ščiti stečajni upravitelj. In potem, kje je opravičilo? Da se vrnem nazaj. Tudi takrat, ko se je začelo to lastninjenje in je pravobranilec spodbijal te lastninjenje in zlorabe, ne boste verjeli, je sodišče bilo zelo nenaklonjeno tem tožbam. Je včasih šlo kar malo drugače po svoje zakona, preko zakona in je take prakse dovoljevalo. Kam naj to pride in kam to pride zaupanje? Ko zdaj vedno se pa vsi vrnejo na neodvisnost pravosodja. Spravim, ne. Neodvisnost je lahko, vendar to ni sinonim za neodgovornost. To ni sinonim za neresnost, ki bo vse pokrila, vse ravnanje, vse ponašanje, ampak čim pa kaj opozoriš na napako, pa nisi, bom rekel, kot bi še časem rekel, konstruktivna kritika, ampak grobi
poseg in napad na integriteto, neodvisnost, nedotakljivih. In potem še izrabljajo take stvari, zdaj, ki je krožilo, meni je rekel, da sodbe treba spoštovati. Ni res. Jaz sodbe ne spoštujem, nobene. Sodišče je prvič sodbe akt oblasti. Tudi davčna odločba je akt oblasti. Pa plačamo davke, da jih spoštujemo, ki jih moramo. In zaradi tukaj sodbe jaz ne spoštujem, se pa moram pa ne ravnati. In to je tista temeljna razlika, kajti spoštoval bom samo tisto, kar bo resnično kvalitetno in napredno. Ne pa nekaj, kar bo samo kritje za vsako neodgovornost in nesposobnost. Hvala.